čaka dan, na koder sonce hodi, prepisuj, da bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrgle sosed umejak. Da rojak prost bo vsak, ne vrgle sosed umejak. Spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dragi gostje. Dobrodošli in pozdravljeni na današnji prireditvi ob začetku gradnje večnamenske dvorane v Kotljah. Dolgo smo čakali na ta trenutek, zato je za krajane Kotelj ter šolo in vrtec še toliko bolj svečan in pomemben. V naši družbi posebej pozdravljam predsednika Vlade Republike Slovenije, dr. Mira Cerarja. Župana občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaža Rožena. Tudi častna občana občine Ravne na Koroškem, gospoda Antona Golčarja ter gospoda Maksimiljana Večka. Koroška poslanca, gospoda Danila Antona Ranca in gospoda Ivana Škodnika. Seveda koroška poslanca v državnem zboru. Potem pozdravljam tudi župane sosednjih občin, predstavnike občinskega sveta, predstavnike četrtnih, krajevnih in vaških skupnosti v občini, člane sveta krajevne skupnosti Kotlje, predstavnike gospodarskih družb, predstavnika izbranega izvajalca gradbenih del, direktorja podjetja Dema Plus, gospoda Denisa Pereta in seveda vas, krajane Kotelj, učitelje in učence šole ter vzgojiteljice v vrtcu, ki jim bo namenjena nova dvorana. Po izvedbi tako željene investicije lahko pričakujemo povečanje števila športnih, rekreativnih in drugih dogodkov na tem območju, kar bo pozitivno vplivalo tudi na razvoj drugih dejavnosti in s tem seveda na dvig kakovosti življenja. Poleg zagotovitve pogojev za izvajanje šolskih prireditev, obšolskih in izvenšolskih dejavnosti ter šolske športne vzgoje, se bo povečala tudi možnost kakovostnega preživljanja prostega časa za izvajanje dejavnosti kulturnih društev, športnih klubov in rekreativcev, za izvedbo različnih aktivnosti povezanih z druženjem otrok in mladine, medgeneracijskim druženjem, organiziranju številnih drugih prireditev, gledaliških predstav, rekreacijskih aktivnosti vseh generacij in podobno. Z upoštevanjem visokih tehnoloških in okoljevarstvenih standardov bomo pridobili energetsko varčen, okolju prijazen objekt, kar je bil tudi pogoj za pridobitev sofinancerskih sredstev Ekosklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada. Izrazito je poudarjena uporaba lesa kot gradbenega materiala, vključno s toplo izolacijo iz lesenih vlaken in z leseno podkonstrukcijo. Kot tako odločilni in pomembni slovesnosti pritiče, bomo dogajanje popestrili s kratkim kulturnim programom. Slovensko himno nas je že pozdravila Nuša Perenda, učenka osnovne šole Koroški jeklarji. Zdaj pa se nam bodo predstavili tudi otroci iz vrtca Kotlje, ki komajda že čakajo na svojo priložnost. Pod mentorskim vodstvom vzgojiteljice Valentine Slemnik bodo zapeli pesem Pri nas na Koroškem.
Predsednik vlade, ste slišali, pri nas na Koroškem je navada, da pojemo radi. Hvala otrokom in vzgojiteljicam vrtca Kotlje za tale prisrčen nastop. Upam, da ne bomo priklicali preveč črnih oblakov. Nekaj besed nam bo v nadaljevanju seveda namenil župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen. Prosim. Spoštovani zbrani, lep pozdrav v Kotlah, v občini Ravne na Koroškem. Spoštovani predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar. Veliko čast nam je, da ste nas danes obiskali tukaj v Kotlah, ko končno pričenjamo torej z gradnjo te večnamenske dvorane, kjer smo zapisali, tu bo in taka bo naša dvorana. Po preudarjenih odločitvah se je občinski svet odločil, da si občina Ravne zasluži dvorano tudi v Kotljah, v Prežihovih Kotljah. In današnji obisk Kotulcev je seveda znak tega, da si tukaj dvorane ljudje resnično želijo. Dvorana bo služila seveda tako celotnemu kraju, kot našemu vrtcu, našim najmlajšim, potem malo starejšim, torej našim šolarjem, našim kulturnikom, medgeneracijskemu druženju. Skratka, dvorana bo omogočala bolj družabno, boljše življenje v zelo kulturnih Prežihovih Kotljah. Bili smo uspešni na javnem razpisu Ekosklada, izbran je tudi že gradbeni izvajalec, ki je danes tukaj z nami, in na ta slavnostni, vesel način smo želeli poudariti pomen te naše dvorane. Ravno tako pa seveda vaša prisotnost govori o tem, da je ta dvorana pomembna tudi v širšem, ne samo občinskem, ne samo kotulskem okolju, ampak tudi v državnem smislu, kjer si želimo čim več tega razvoja javne infrastrukture na področju kulture, športa in izobraževanja. In ravno ta večnamenska dvorana je preplet vseh teh dejavnosti. Veseli smo tega visokega obiska. Kotlje so enkrat že dale ministrico, ki sem zdaj videl med publiko, to je Irma Pavlinič Krebs, ki je že bila ministrica v vladi, danes pa smo seveda zelo veseli, da gostimo samega predsednika vlade. To je zelo redka priložnost in tega smo seveda posebej veseli. Poleg tega, da smo veseli torej začetka gradnje dvorane, bom pa reč skrajšal svoje besede, kajti preti nevihta. In torej še enkrat hvala za udeležbo vsem, ki ste prišli. In če bo vse po načrtu in po besedah izvajalca, spomladi 2018. leta bo dvorana izgrajena in bomo lahko prerezali tudi trak. Hvala. Hvala gospodu županu za spodbudne besede in seveda za vas njegov trud, da smo danes tukaj in da lahko najavimo začetek izgradnje nove dvorane v Kotljah. Da ne bomo deležni samo besed, prisluhnimo spet petju iz otroških grl. Učenci osnovne šole Koroški Jeklarji bodo predstavili pesem Čokolada, njihova mentorica pa je učiteljica Manica Gerdej. Učencem osnovne šole Koroški Jeklarji in mentorici seveda hvala za prijetno glasbeno doživetje. Zdi se, da je bilo vse skupaj všeč tudi predsedniku vlade, dr. Miru Cerarju, zato ga seveda vabim, da nam nameni nekaj besed.
spoštovani gospod župan, spoštovana ravnatelj šole, ravnateljica vrtca, visoki in drugi gosti, dragi otroci, že odšli vidim. Jaz se ne bojim tega vremena, jaz mislim, da bo tale dogodek vseeno dobro minil. Zelo sem vesel, da sem tukaj z vami in še posebej sem hvaležen, da sem lahko tukaj v priliki, ko načrtujemo dejansko tako odličen večnamenski projekt in objekt. Ta dvorana bo, kot je bilo rečeno, služila za šport, za kulturne dogodke, za rekreacijo, vse vrste. In jaz mislim, da je to odlična investicija in je zelo lep primer sodelovanja med lokalno skupnostjo in državo. In predvsem bi tukaj izrekel vse priznanje županu in vsem drugim deležnikom v lokalni skupnosti, ki ste uspeli s pravo idejo, z veliko truda in tudi sredstvi zagotoviti, da lahko danes pride do te realizacije dogodka, torej vemo, da je razpis že bil, da se bo poleti začelo graditi. Seveda pa potem država veliko lažje priskoči na pomoč, če je v lokalni skupnosti jasna vizija, če veste, kaj hočete, če imate voljo, potem lahko tudi država pomaga in v tem primeru smo pomagali z javnimi sredstvi. To je naložba v kvaliteto življenja, tako mladih kot vseh drugih generacij. In meni je to zelo pomembno, zakaj? Ker jaz vidim Slovenijo v prihodnosti predvsem skozi kvaliteto življenja vseh nas in naših, bi rekel, potomcev. Ker kaj je tisto, kaj bo to Slovenijo peljalo naprej? To, da zagotovimo kvaliteto življenja in da ohranimo to našo lepo deželo skupaj s to lepo Koroško zeleno. Ampak kvaliteta življenja ne pomeni samo neko blagostanje v smislu nekega ugodja, da pač uživamo, se imamo lepo in tako naprej. Jaz celo mislim, da je to en manjši del tistega, čemu rečemo dobro življenje, kvalitetno življenje. Jaz mislim, da kvalitetno življenje je tisto, ki je aktivno in zato se tako prizadevamo, da bi bilo čim več dela v Sloveniji. Delamo zato, da bi se še naprej zmanjševala nezaposlenost, povečala zaposlenost, da bi lahko mladi in starejši, vse generacije, medgeneracijsko, vsak zase in v povezavi bili ustvarjalni, bili aktivni in predvsem, da bi bila družba zdrava. Zato se prizadevamo ne samo zato, da bi z precej seveda veliko napora, ki ga tu rabimo, spremenili naše zdravstvo še na boljše v smislu boljšega menedžiranja, upravljanja, ampak da bi tudi zagotovili dolgotrajno oskrbo takšno, da bo zagotavljala varno starost vsem, ki dočakajo starost, in pa tudi kvalitetno življenje v smislu gibalnih in drugih sposobnosti vseh generacij. In zato potrebujemo veliko preventive in zato je tak objekt, taka večnamenska dvorana odlična, ker ne samo, da bo budila duha preko kulturnih dogodkov, ampak bo mladim in vsem starejšim ostalim dala možnost dodatnega gibanja, druženja, vsega tega, kar dela družbo zdravo. Ampak družba je zdrava in dobra na pravi poti tudi takrat, kadar ima dovolj svobode, se pravi, kadar je ustvarjalna, kadar spodbujamo mlade in druge k ustvarjalnosti in kadar zagotavljamo seveda varnost. Tudi zato se bomo prizadevali in še za marsikaj, da bo seveda Slovenija in vsak del Slovenije, vsak državljan, državljanka ali tisti, ki tu živi, lahko tu živel neko polno življenje. Zelo me veseli, da ste se namenili ta objekt graditi z naravnimi materiali, les, drugi naravni materiali, tudi steklena in tako naprej, konstrukcija, kjer bo potrebno. Les je še posebej bogatstvo Koroške. Tudi tu delamo, jaz bi rekel, odločne, pa še vedno premajhne korake, da bi to lesno industrijo ponovno oživili za Slovenijo. Ampak tu ne bomo odnehali tudi s pomočjo poslancev, ki so tukaj s pomočjo vlade. Jaz delam tukaj korake naprej, da bi se na Koroško vrnilo več tega, bi rekel, več proizvodnje lesa, torej predelovalne lesne industrije, da ne bi to namesto nas delali drugi za svoj interes. Dvorana bo vsekakor povezovala bo mlade, starejše in v tem medgeneracijskem sodelovanju vidim še eno posebno kvaliteto, ki jo želim posebej izpostaviti in naj končam, da ne bom tudi sam predolg. Res še enkrat čestitke, gospod župan, vsi ostali, ki so vam pomagali in vsem tistim seveda, ki boste delali na tem projektu, da boste imeli tako odlično dvorano.
Verjamem, da ko bom prihodnjič na Ravnah, oziroma tukaj v Kotlah ali tukaj v bližini, se bom oglasil, da pogledam, da vidim, kaj je nastalo. Vsekakor si pa želim še naprej sodelovanja z državo, dobrih idej in pa tega, da bi Slovenci znali tudi s takimi zgledi peljati državo naprej, našo državo naprej skozi sodelovanje. Danes smo celo uporabili na nekem drugem mestu že besedo slodelovanje, torej sodelovanje za Slovenijo. In to je tisto, kar nas bo res peljalo naprej v neko moderno družbo, ki pa bo ostala zelena, zdrava in tako, kot mora biti. Še enkrat najlepša hvala za to možnost, da sem vam danes spregovoril. Želim vam vse dobro pri tem projektu in vseh ostalih. Premierju, doktorju Miru Cerarju, hvala seveda za izrečene misli, hvala tudi, da si je vzel čas za nas, za Iberžnike, da je ob tej priložnosti obiskal Koroško, rojstni kraj Prežihovega Voranca, Kotlje in seveda z udeležbo pomembno počastil ta dogodek. Ostane nam le še, da se simbolnim dejanjem potrudimo in potrdimo začetek gradnje večnamenske dvorane v Kotljah. Temeljni kamen dvorane simbolizira napisna plošča na betonski podlagi ob klopi, tukaj, ob gradbišču, ki jo bodo zdaj slovesno odkrili predsednik vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar, župan občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen in predstavnik Sveta krajevne skupnosti Kotlje, podpredsednik Boris Štriker. Prosim. Zdaj pa smo korak bližje, odločilni trenutki s temle slovesnim dejanjem, ki bo pričal o začetku dolgo pričakovane gradnje večnamenske dvorane v Kotljah, je izgradnja tudi uradno dobila zeleno luč. Želimo si, pa tudi prepričani smo, da bodo dela izvedena pravočasno in predvsem kakovostno. Preden nazdravimo slovesnemu začetku del, pa prisluhnimo še glasbeni skupini R&K osnovne šole Koroški Jeklarji, ki se predstavlja pod mentorstvom učiteljice Suzane Makič. Uspešni gradnji na pot! Jaz bi hodil po soncu, jaz bi hodil tebe imeti. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, samo še svoje sanje in človeka poceti. Mislim, da sem videl že ogromen lepih slik, kako bomo se vas zanimali tri smeh kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam na tope, velik srečo ljubim. Ker ne verjamem v telo, ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Kada videl svojo dramo naprej, zdaj sem brisal žalost in dodajal se na smeh. Vsako dušo, ki me gleda v oči, sem povabil zraven in še ona to doživi. Pridem svoj obraz, v solze potopim, zlate solze sreče, predno dobrega zmorim. Rad bi videl, da še ti greš s nami, skupaj bomo videli, kaj pomeni adrenalin. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce.
samo še svoje sanje in človeka kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromno lepih slik, pa bomo se vase nehal tresne kosti. Zdaj počivam na otoku in si ziram gradove, v njih srečo imam. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Najlepša hvala. Mi smo band RMK iz osnovne šole v Škoroški Klari. Mi bomo zdaj zašpilali še drugo pesem. Upam, da bomo s to priklicali sonce, ste se že malo jasni. Naša druga pesem je pa Sweet Home Alabama. Big wheels keep on turning, carry me home to see my king, singing songs about the Southland. Miss Alabama once again, and I think to sing, yeah. I heard Mr. Young sing about her. Well, I heard O'Neill put her down. Well, I hope Neil Young will remember. A southern man don't need him around anyhow. Sweet home Alabama, where the skies are so blue. Sweet
made slaves in my backyard, so don't get so uptight. You've been thinking about ditching you. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. I've heard it all before, so don't knock down my door. I'm a loser and a user, and I don't need no accuser. Let me down because I know you're right. So do what you like. Make sure you do it right. You may find out that yourself that means nothing was ever there. You can't go first in something that is just not right. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. No time to search the world around, 'cause you know where I'll be found when I come around. When I come around. When I come around. When I come around. Najlepša hvala. Ja, RNA, osnovne šole Koroški jeklarji, lahko rečemo glasnejši od nevihte. A je tako. Uspeli smo pregnati torej slabo vreme, kar pomeni, da tudi vreme hotulcem in korošcem nič ne more in jim ne pride do živega. Današnja slovesnost je končana. Povabim vse tiste goste, ki so bili z nami danes, na priložnostno pogostitev v prostore osnovne šole. Še prej pa, ko boste šli mimo, poglejte tale pano. Tu bo. In takšna bo naša dvorana. Hvala vam. Se ravno sem županu rekel, da v takih primerih potem pogosto pride do vprašanja, a je vreme lokalna pristojnost ali vladna. Pa sem rekel, ne bo kar skupna danes, ko se je tako lepo izboljšal. Zelo sem vesel, da sem lahko priča temu pomembnemu dogodku, da se bo gradil ta večnamenski objekt, ta dvorana, ki bo služila športnim namenom, kulturnim namenom, skratka rekreaciji, zdravemu duhu, zdravem telesu. Gre za še eno dobro sodelovanje med lokalno skupnostjo, ki je vložila napor in imela vizijo, idejo, in državo, ki v takem primeru rada priskoči na pomoč z javnimi sredstvi. Posebej me veseli, da bo ta dvorana zgrajena kmalu in da bo zgrajena iz večinoma lesa, torej naravnih materialov, se pravi zdrava, v skladu z tem lepim okoljem tukaj v Kotlah. Sicer pa bi rekel, da spodbujam seveda vsako tako aktivnost, ki je namenjena športu, rekreaciji, kajti to je za zdravje naših otrok in vseh drugih generacij. In tudi tukaj sem prepričan, da bodo tako mladi kot starejši našli, bi rekel, mesto za srečevanje. Toliko za uvod, če imate kakšno vprašanje. Ja, danes ste odprli temeljni kamen za šolo, kdaj boste ga položili za cesto? Ja. Seveda tu na Koroškem vse zanima cesta, predvsem tretja razvojna os. Kot veste, je naša vlada zadevo premaknila z mrtne točke. Zdaj pričenjamo, intenziviramo ukrepe za to, da bi končno tudi Koroška dobila to tretjo razvojno os, ki se jo zasluži in jo še kako potrebuje. Jaz sem v stiku z ministrstvom, preganjam in mislim, da bo treba še malo preganjati, da bomo neke postopke morda še nekoliko pospešili. Ampak kot veste, zdaj odločili smo se, odločitev je torej padla, zadeva bo izgrajena, gre pa za prihodnja leta, kjer bo treba intenzivno delati tako na dokumentaciji kot potem na terenu.